Kateri so glavni poudarki prvega Vatikanskega koncila? Koncil je gotovo najbolj znan po dogmi o papeški nezmotljivosti. Začel pa se je 8. decembra 1869, sklical ga je papež Pij IX, ki ga je v največji tajnosti pripravljal kar 4 leta. Namen koncila je bilo sicer soočenje s sodobnimi vprašanji rastočega vpliva, ki so ga dobivali racionalizem, liberalizem, nacionalizem in materializem, in s temi miselnimi tokovi tudi vprašanje navdihnjenja, to je božji izvor svetega pisma. No, koncilsko zasedanje so potekala v slabem letu, ker se je moral zaradi vojne zaključiti, čeprav formalno ni bil nikoli končan. Zakaj je bil sklican? Zaradi razglasitve dogme je prišlo do vprašanja, ali sme papež sam, brez privolitve in soglasja škofovskega zbora ali koncila razglasiti kako dogmo. In poleg tega še pomembnejše vprašanje, ali je papež pri učenju ex cathedra nezmotljiv. Seveda sta takrat v cerkvi obstajali dve struji, modernisti in ultramontanisti, ki so verjeli, da je treba cerkev centralizirati in da ima papež vedno prav, ker je vedno in povsod navdihnjen od svetega duha. Kako pa je potekal koncil? No, najprej je bil oznanjen 29. junija 1868 z bulo Aeterni Patris. Potem pa se je, kot že rečeno, 8. decembra 1869 tudi začel v Vatikanu. Ker je bil tako kratek, so na koncilu sprejeli le 2 konstituciji. Prva Dei Filius, ki je dogmatična konstitucija v katoliški veri in je bila sprejeta brez večjega nasprotovanja, govori namreč o splošnih temah. No, druga, ki je doživela več nasprotovanja in protestov, pa je bila Pastor Aeternus, dogmatična konstitucija o Kristusovi cerkvi, ki pa govori o papeškem primatu in o papeževi nezmotljivosti. Na kakšen način se je končal koncil? No, koncil je prekinila francosko-pruska vojna in združevanje Italije. Papež je tako ostal brez vojaške zaščite in se je moral predati in je hkrati ustavil koncil. Kljub temu pa je koncil pomenil poraz ultramontanizma in liberalizma. Sprejeli so namreč zmernejše stališče, po katerem je papež nezmotljiv samo tedaj, kadar slovesno razlaga obvezni verski ali moralni nauk ex cathedra, česar pa se je samo enkrat poslužil papež Pij XII, in sicer z dogmo o Marijinem nebovzetju.